Matjaž Kopitar, še en poraz, tu 7-1 na novinarski konferenci ste rekli, da ob vsem tem seveda ni nobene zamere do fantov, do igre. Kaj pa bi rekli še enkrat sedaj o celotni tekmi? Začeli smo, vsaj po mojem, zelo spodbudno. Ja, začetek je bil spodbuden. Imeli smo kar nekaj priložnosti, dali smo samo en gol. Tam bi mogli zadeti še vsaj enkrat, lahko bi tudi dvakrat. In potem bi oni mogli drugače igrati, kot so igrali do takrat. Tako da, kaj jaz vem, vse gole smo dobili spred gola, kar samo potrjuje to, da nismo bili dovolj močni fizično pred vrati, kajti dejansko so oni zelo dobri bili v tem segmentu. Igrajo pa res zelo dober hokej in takrat, kot igre, ti pač vse gre. In to so bili danes Švicarji. Rekli ste, da celo nekako demonstrirajo ta modern hokej. Lani, denimo, so imeli 2 zmagi, vse se stvari nekako obrnejo, to je tudi za nas nekako poduk, enostavno se nam ni obrnilo v pravo smer. Ja, vidite, mi smo imeli letos ogromno smole na teh prvih 3 tekmah, ampak jaz zmeraj pravim, da srečo smo morali zaslužiti. In mogoče smo bili samo dobri, da nismo bili boljši in to je mogoče zaradi tega. Tako da zmeraj je treba stremeti k temu, da bo še boljši, še močnejši in mi ravno zaradi tega tudi tukaj zdaj ne pustim, da je bila kakšna slaba volja, da je bilo ne vem kakšen spuščanje glave, ker to je absolutno brez veze. Ker imamo še 3 tekme za odigrati. Jaz, če bomo delali pravilen, če bomo optimalni, računam, da bomo vzeli nekje točke, ker če si pošten do dela in tega, potem boš nekje nagrajen. Če pogledamo kazenske minute, neverjetno dobro so Švicarji kaznovali ta power play, tudi po vseh pokazateljih tega prvenstva so na vrhu pri tem. Mi pa smo si denimo danes privoščili morda 1, 2, 3 preveč. Ne, mislim, mi smo bili pripravljeni na to. Sej normalen 4 power play so imeli, dali so 3 gole. To je res izkupiček krasen, ki bi ga vsak vzel, ampak smo bili pripravljeni na to, kaj igrajo. Ampak enostavno prvi strel, drugi strel se je še obranil, ampak tam pa nismo počistili pred golom in pa so te odbitke so pometali noter in to je bilo to. V naslednjih tekmah, dnevih je potrebno odigrati v 5 dneh še 3 tekme. Kako razporediti in treninge in vse skupaj, 3 zelo zahtevne tekme. Zdaj bolj psihološki moment pomemben tukaj kot trening, ker treninga ne rabijo, ker so že tako utrujeni, tako da mi bomo samo razdrsavali pred tekmo s Čehi in to mislim, da, no pa pred tekmo s Kanado seveda tudi. Drugače bomo pa se pogovorili in predvsem bomo pozitivno razmišljali. Ne bomo, ne vem, en drugemu učitali to in to, ker v želji vsak hoče narediti najboljši. In te fantje niso taki, da ne bi hoteli, ampak danes enostavno je šlo narobe in s tem moramo živeti. Brez dvoma in srečno naprej. Ja, hvala.